Lepo zdrav vsem skupaj, veseli nas, da smo se po 2 tednih spet zbrali v Kibli. 3 izjemno zanimive goste imamo danes ob sebi iz tudi 3 zelo zanimivih podjetij. Z nami je Primož Zelenšek iz Čipola. Čipolo skoraj zanesljivo poznate, vsaj njihov produkt verjetno. Rok Colarič, Sleepy Bottle. Ravno včeraj so najavili, da so začeli sprejemati naročila za prodajo svojega prepoznavnega produkta. In pa z nami je tudi Jakob Šušteršič iz Mesi Medical, ki je pač mogoče širši javnosti malo manj znano ime, ampak ga bomo danes malo boljše spoznali. Tako da za vas smo pa danes, da vas malo vpeljemo, malo bolj angažiramo, smo še en pool pripravili, tako da bomo zelo veseli, če si odprete slido.com, lahko kar na telefonih. Pod hashtagom Musli boste našli današnji dogodek in eno vprašanje, ki vam ga postavljamo, je torej, kaj je na poti od 0 do milijona najzahtevnejše po vašem mnenju. Naši gostje bodo potem proti koncu pokomentirali, kaj je recimo, kaj za vsakega od njih, kaj so sami spoznali na svoji podjetniški poti, da je bilo mogoče najzahtevnejše, nas pa pač zanima predvsem vaše predvidevanje, tako da dobrodošli na slido.com, hashtag Musli. Tak pomenljiv, mogoče ne najbolj oprijemljiv, pa ravno zato zanimiv naslov smo dali tokrat s širokim razponom od 0 do milijona, to je lahko milijon česarkoli, v bistvu lahko je milijon, ne nazadnje tudi evrov, mogoče to prva asociacija, milijon poskusov, milijon vzponov, milijon padcev, milijon idej, produktov, skratka, česarkoli, o tem bomo govorili, to bo iztočnica tudi seveda o drugih zanimivih stvareh, pa mogoče za začetek, pred 5 leti in danes, kje ste bili, kje ste danes? Recimo, mogoče začnemo tam pri Primožu. Z moje strani. V bistvu bo čez 15. novembra ravno 5 let od takrat, ko smo mi zaključili Kickstarter kampanjo, kjer smo zbrali v 25 dneh $300,000. Če danes pogledam za nazaj, ne vem, kje je teh 5 let nekako izpuhtelo, ampak toliko, ker se danes v bistvu borimo, pa dejansko trudimo za ves denar, za ves prihodek, katerega ustvarimo, po moje se v prejšnjih 5 letih nismo. No. Tako da danes je šele danes tista točka, ki lahko rečem, da je pa nekako zahtevnost ustvarjati več prihodkov vsako leto eksponentno težja, kot je bila pa na samem začetku, v našem primeru seveda. Pa bi nekako pričakovali, da je mogoče danes, ko je vpeljano podjetje, pa posel, da je bistveno lažje, ne? Ja, lažje je z enega vidika, ker na začetku nas je bilo 7, danes nas je pa tako skoraj 40 in zdaj, če primerjamo 7 pa 40, koliko nekako ljudi je treba nekako nahraniti s plačo, pa kako se je razvoj tovrstnih naših produktov na trgu spreminjal tekom zadnjih 5 let, se pravi, marže so začele padati, prišlo je veliko konkurence in tako da nekako je čezdalje težje prodajati in čezdalje težje je zaslužiti v bistvu dovolj te razlike, dodane vrednosti, da nekako vzdržujemo celoten sistem, katerega imamo, pa seveda 600,000 uporabnikov, serverske podpore in vse razne podpore, ki nekako tekom let se samo stopnjuje in ne nekako zmanjšuje. Ste pa uspeli ostati zvesti ves ta čas v bistvu core produktu, ne? Vi niste bistveno spreminjali svojega poslovnega modela. Ja, poslovni model smo začeli spreminjati že nekako 2016. Mi smo ugotovili, da ta produkt seveda ne bo večen, ne, tako kot nobena stvar ni v resnici. In smo razmišljali, v redu, za hitrejšo rast moramo to našo tehnologijo integrirati v druge produkte, ne, čisto en tak
tipičen primer, če Chipolo uspe najti denarnico, zakaj ne bi prodajali denarnico že s to tehnologijo. Ne? In takrat smo razmišljali v to smer, dajmo razviti se pravi neko softversko podporo, kjer bo ta uporabnik, končni uporabnik dobil denarnico z že ugrajenim funkcionalnostjo. Podjetje, ki pa danes izdeluje samo denarnice, bo pa poleg tega, da dobi tehnološki produkt, dobilo tudi nekaj podatkov, kaj se nekako dogaja s to denarnico, koliko časa je v uporabi, ali je bila registrirana ali ni bila registrirana. Se pravi, določene podatke, katere dejansko prej to podjetje ni imelo. Ne. To smo počeli 2016 in potem smo nekako okoli te ideje se, bom rekel, ovijali in spreminjali, iskali dejansko posel in ugotovili, da je ta del izredno zahteven, ker je proizvodnja, bom rekel, teh fizičnih produktov in pa proces relativno dolg. Ti ne moreš danes prodati, lahko danes prodaš, ampak se bo ta prodaja skazala še čez leto in pol, ker je cikel proizvodnje, cikel razvoja relativno dolg. Rok, tudi ti si podobno kot Chipolo s svojim produktom nekako izhajal seveda iz lastnih potreb, ne? V bistvu ne. Ampak je pa zelo logična posledica v bistvu življenjske situacije, ne? Ja, to pa. Se pravi, jaz sem izhajal iz problemov mojih prijateljev. Ne? Pač mi je žena otrok nimava, ima pa veliko prijateljev z otroki, je zdaj prav. Ne? V glavnem in dejansko se je zgodilo, da sva na nekem počitnikovanju čutila bolečino pač staršev in to je bil potem tudi razlog za razvoj te ideje. To je v bistvu na nek način zelo samoumevno, ne? Ker pravzaprav s tem se sooča vsak starš danes, to potrebuje, ne? Ampak recimo, kaj ste v zadnjem času uspeli, to se pravi, en večjih prebojev je bil včeraj, kaj pa pred 5 leti? 5 let nazaj smo delali vse drug kot to. Mi 5 let še v bistvu ne obstajamo, 3 leta pa pol je zdaj odkar je ideja prišla. Dober naslov ste dali, ne? Ker mi smo šli čez milijon težav in vsak dan so bili vzponi in padci, vsak dan smo bili nahajpani na polno, na konec dneva pa podrti ali pa obratno. Ne? Tako da razvoj fizičnega produkta za nas ni bilo cvetoče polje. No? Bom rekel, da vse drug kot to, ampak delaš nekaj, kar želiš, delaš nekaj, o čemer uživaš. Glavno je pa to, da veš, da na koncu, ko bo produkt lansiran, pa to boš, to make a difference, se pravi, da boš pomagal nekomu. In to je bila naša izhodiščna želja, se pravi, mi delamo ta produkt za pomoč. Če bomo kaj zaslužili zraven vrhunsko, ne, super, smo grozno zadovoljni, ampak primarno je bilo pa to narejeno v pomoč staršem. Naj še povem, da mi absolutno smo veliki zagovorniki dojenja, vemo, da je to najboljša oblika hranjenja dojenčka, ampak naše raziskave kažejo, da je pa ogromno število staršev, ki pa tega ne more dojeti. Ne more delati. In mogoče zaskrbljujoč podatek je, da približno 71% dojenčkov starih 6 mesecev ali več konzumira adaptirano mleko. In to je globalna skala. Ne? Nekateri pač samo kot supliment, nekateri pa kot osnovno hranilo. Ne? Zdaj, a je to dobro ali slabo, jaz se v to ne bom spuščal, vemo pa, da verjetno obstaja 71% staršev, ki se srečuje s problematiko priprave adaptiranega mleka. Super. Letos ste postali tudi startup leta, ne? To je pomembno priznanje, koliko je to recimo nagrada ali motivacija za naprej, kako ste to sprejeli? Grozno smo bili presenečeni. No? Jaz moram reči, da ko enkrat delaš s takim tempom, kakor delamo mi, pa si predstavljam, da tudi kolega Klele, ne? Enostavno nimaš časa razmišljati, a bom izbran ali ne bom izbran, kaj mi to pomeni, kaj mi to ne pomeni. Seveda je to veliko priznanje, ne? In to bomo poskušali tudi s pridom izkoriščati v narekovajih, ne? Smo že dali na našo spletno stran, pa tako, ampak
ne delamo zato, da bomo postajali, mislim, da bomo dobivali neka priznanja, ne? Delamo za stvari, ki sem jih povedal prej. Jakob, to izkušnjo imate tudi vi v Messi Medical, ne? 2012 ste bili startup leta, recimo. Tako da vi, mogoče Messi Medical pred 5 leti, pa danes, tudi takrat je že obstajalo podjetje, ste funkcionirali, kakšna razlika recimo v primerjavi s pred 5 leti? Ja, razlika sigurno je, tako kot je Primož že omenil. Takrat nas je bilo, ne vem, 5, 7, zdaj nas je pa 40. In razlika pride v tem, kako delaš z ljudmi, z zaposlenimi, in pa razlika je tudi v tem, kako delaš na trgu. Takrat smo laufali k kure brez glave, zdaj pa smo malo bolj strukturirani, sistematični in delamo z nekim sistemom v roki. In to je tisto, kar je, se mi zdi ključno, kar naredi neko organizacijo uspešno, v tem smislu, da prideš, se pravi, od nekega začetka pa do milijona, kakorkoli ta milijon razumemo. Isto kot predhodnika, tudi mi tega ne delamo zaradi denarja, ampak smo šli v reševanje tega problema periferne arterijske bolezni oziroma zamašenih žil v nogah, arterij, z namenom, da bomo ljudem, ki so v rizični skupini, pomagali priti do zgodne diagnoze in s tem seveda preprečili tiste hude posledice. In ko to delaš enkrat res s takim zanosom, potem tudi rezultati nekako pridejo. In zelo dobro se pozna ta snowball efekt. Se pravi, stvari, ki smo jih leta 2012 delali in smo se jezili, ker niso prinesli nobenih rezultatov, smo pa zdaj opazili, da prinašajo rezultate in točno zdaj vemo, zakaj oziroma odkdaj oziroma kaj smo mi naredili, da so zdaj ti rezultati prišli. Se pravi, težko je pričakovati neko ekstremno hitro rast, vsaj pri nas je ni bilo, zdaj razlogi so lahko različni, mogoče glih ta glavni, da smo laufali kure brez glave okoli, ampak zdaj se pa nekako dozorevamo, ko nas je več, ko dobivamo na izkušnjah in ko se ta snowball efekt pozna, pa tudi mi nekako s tem rastemo, se učimo in upeljujemo nek sistem, ki se kontinuirano izvaja in to je potem tudi ključno, ta kontinuiranost posla. Ker si dal to dobro prispodobo, ne, da ste letali kot kure brez glav, recimo verjetno to nekako vzorec, ki velja v vsakem startupu, vsaj v začetnih fazah, ne vem, mogoče Primož, kako se ti spomniš vašega zgodnega obdobja? Ja, seveda, predvsem pa mi, ko smo začeli, v bistvu smo relativno mali izkušenj, v bistvu to je moja prva služba, pa še od mrskoga izmed co-founderjev, pa izmed mrskoga, ki je pa nezaposlen, tako da nekih vzorc, po eni strani je to dobro, nobenih vzorcev sabo ne prineseš, nekih travm ali pa mogoče seveda tudi pozitivnih stvari iz prejšnjih služb, ne, predvsem tiste pozitivne stvari, kamorkoli greste nekako v novo službo, ne, je super za podjetje, je, bom rekel, je pozitivno. Po drugi strani imaš pa nekako frišno odprto glavo, tudi če kaj v bistvu vidiš, da nekako mogoče ne bi šlo, seveda greš se, zabiješ v steno in potem nekako poskušaš čisto steno ali podreti ali jo obiditi, ne. Tako da če po eni strani, če bi bili, danes smo že tukaj izkušeni, da marsikateri stvar znamo reči ne, kar je po eni strani slabo, ne, ker ravno tistem, ko rečeš ne, je včas, pa ravno tisto, kar lahko spremeni tok samega podjetja. Ampak tudi moraš znati reči ne, ker če ne rečeš ne, potem delaš vse poprek. In tako kot je Jakob prej omenil, nekako ta sistem nam je zdaj začel počasi funkcionirati, pa smo že 5 let, vi še kakšno leto vidim, da več, ampak enostavno podjetja potrebujejo določen čas. Zdaj, če imaš izkušene ljudi, lahko ta čas mogoče malo krivijo, pohitrijo, ampak po drugi strani smo v okolju, kjer nimamo 100 različnih startupov, kjer bi pobrali mogoče res najboljše ljudi in nekako hitreje zrasli na samem trgu, ne. To sreče ali pa mogoče, bom rekel, nimamo, ampak po drugi strani imamo pa ravno to, da smo sposobni se nekaj novega dejansko naučiti in tudi sposobni smo rasti. Ne tako hitro kot Američani, ampak po drugi strani
imamo pa spet neke druge prednosti, prilagodljivosti, ki je v naš najmočnejši dejansko, po moje, faktor. Tako da Chipolo v zadnjem letu in pol kar dosti nekako poskuša najti neko boljšo, hitrejšo pot za hitrejšo rast. Zdaj smo se v zadnjih 3 letih nekako stagnirali pri nekih 4 milijonih prihodkov in v resnici kar z veliko težavo pridemo čez ta znesek. Pa se znesek ni pomemben na koncu. Težava je, da ni poti, katera bi nam omogočila, da bi hitreje rastli. In ves prodajni proces je ratal čez dalje počasnejši, kakor opažamo. Zelo več truda moramo vložiti, da nekako uspemo narediti nek posel, ko smo ga prej v preteklosti, verjetno zaradi pravega trenutka, prisotnosti na trgi enostavno pač prešli in se nismo s tem ukvarjali. Tako da. Predvsem te zunanje okoliščine, recimo vi zdaj vidite kot nek dejavnik, ki vpliva na upočasnjeno rast. Ali tudi kakšne notranje dejavnike mogoče? Jaz bi rekel predvsem zunanje dejavnik, kar je pač sam trg. To je, jaz mislim, da je glavna težava, oziroma težava, bom rekel, ni težava, bolj je izziv, ampak vidimo, da pred 5 letami je bil trg za naše storitve veliko bolj optimalen, kot je danes, se pravi, se moramo danes malo bolj prilagoditi. In ko imaš večjo ekipo, tudi ta prilagoditev je mogoče malo počasnejša, ker enostavno ne moreš biti hitrejši. Če pogledamo, večja podjetja so še bolj počasna. To tako razmišljajo 1 leto naprej, da se bi mogoče iz leve malo desno malo predstavili. Zelo tako za par stopinj. In v preteklosti smo bili zelo hitri, smo se kdaj zaleteli, ampak smo tudi zelo hitro to rešili. Danes pa po eni strani moramo to veliko bolj odgovorno narediti, kar je posledica, ki je lahko potem prisotna, neka slaba odločitve, lahko zelo kritična enkrat v prihodnosti. Rok, glede na to, da ste po stažu najmlajša ekipa, a ste vi torej še bolj agilni, recimo, a ste še v tem trenutku bolj brezglavi, ali kje ste, med katerim milijonom stvari ste? Jaz si mislim, da mi smo še vedno ta pravi startup, mislim še v fazi zaletavosti in tako naprej. Je pa res, da imamo, hvala Bogu, mentorje in svetovalce, ki so pa nekoliko bolj izkušeni in nas nekako malo brzdajo. To se predvsem vidi pri razvoju, pa pri testiranju izdelka, pa pri mikrobioloških raziskavah, pa takih stvarih, na katere mogoče mi niti ne bi pomislili. Ali pa bi bilo prvo testiranje zadosti dobro za nas. Se pravi, prvi rezultat, ki bi ga dobili, bi rekli, aha, kljukca, to štima, gremo naprej. Ne bi bilo tistega ponavljajočega vzorca. In tukaj imamo res grozno srečo, da imamo business developerja, ki ima grozen veliko internacionalnih izkušenj. To je bivši Appleovc, bivši Googleovc, jedrni član Nest ekipe. In on se rad pohvali, bom rekel, da delamo vse po standardih Appla, vključno s testiranjem, mislim, z razvojem in testiranjem. Lahko govorimo v tem celotnem procesu seveda tudi o milijonu stvari, na katere ne pomislite, recimo. Absolutno, absolutno. Mislim, mi nismo v tem fohu bili doma. Zdaj smo, dajmo reči, da zdaj smo, ampak prej pa ne. In seveda, tukaj je toliko stvari, na katere enostavno ne pomisliš. Vsak dan se srečujemo z zadevami, v katerih nimamo pojma. Dejansko nimamo pojma. Ne vem, zadnji problem je bila SQ koda. Mislim, kdo je v življenju še slišal za to kodo? Jaz ne. Je pa ključnega pomena za pošiljanje izdelkov distributerjem in pa retailerjem. Zdaj veš, ne? Zdaj vem. Jakob, glede na to, da ste vi po stažu najizkušenejši, a so je še vedno milijon stvari, ki jih ne veste, pa jih spoznavate, pa pač vsak dan znova? Ja, seveda. Teh problemov, ki nas doletijo, je vsak dan jih je več, ker smo mi na vsak dan smo na večjem obsegu trga, imamo več produktov, imamo več ljudi in teh problemov sigurno je več.
Ampak recimo en od ključnih spoznanj, ki jaz mislim, da je za nas bilo ključno, je pa ta tranzicija od razumevanja, da je naš produkt tehničen produkt, ne, do tega, da smo ugotovili, da v resnici naš produkt ni naprava, ki ima noter neka vezja in neke procesorje in neke manšete in da je pač takšna oblika, kot je, ampak je naš produkt v resnici tista rešitev, ki jo zdravniku pripeljemo. Ker je na koncu torej sam produkt je čist irrelevanten, torej v nekem smislu hardverja. Je čist nepomembno, kakšne barve je, čist nepomembno, kakšne oblike je, čist nepomembno, ali ima printer ali nima printerja. To je recimo bil eden od velikih očitkov, ki so nam jih kupci takrat leta 2012 dajali, ko smo bili mi na začetku. Ne. Zdaj smo prišli do tega, da printer sploh ni pomemben, ampak je samo pomembno to, kako zdravnik zna interpretirati rezultat, je pomembno, kako zdravnika naučimo oziroma ko zdravnik želi vedeti, kaj mora narediti, ko ugotovi, ko naredi diagnozo z našo napravo, kakšen je zdaj follow-up v smislu zdravljenja, so to tiste vrline, ki smo jih mi mogli zraven dodati in smo ugotovili, da je ta cel paket naš produkt. In je naprava, torej sam hardware čist irrelevantnega značaja. Jaz bi bil čisto zadovoljen, če bi namesto naše naprave mi prodajali na ta način oziroma imeli vključeno v našo storitev konkurenčno napravo. Konkurenca ima čist dober hardware, stvar dobro funkcionira. Ampak je torej razlika, ker pa je razlika v tem, kako ti pristopiš k trgu, kako ti trg zgradiš, kako ti izobražuješ svoje potencialne kupce. In tle so tiste razlike oziroma tle se dogaja oziroma vidi ta dodana vrednost organizacije oziroma organizacije kot ponudnika. Ne. In zdaj, mi smo imeli takrat, ko smo mislili, da je naš produkt, ta naš hardware, ki smo ga ful imeli radi, pa smo ga čuvali kot punčico svojega očesa, ne? Takrat smo res imeli 1000 problemov s tem, pa 1000 feedbackov, ki smo jih dobili, ki so nas utrujali zvečer, pa ki nismo vedeli, kaj zdaj, a bomo produkt čisto zdaj spremenili, ali kaj bomo naredili. Teh problemov je bilo takrat ogromno. Zdaj so se pa recimo te tehnični problemi čisto izzveneli, ko smo začeli gledati na produkt kot torej, v resnici rešitev, ki pomaga zgodaj diagnosticirati zamašene žile. In to je naš produkt. Ni naš produkt hardware, ampak je naš produkt torej, celotna rešitev, ki vključuje izobraževanje in tako naprej. In zdaj je tistih tehničnih problemov iz milijon, ki smo jih imeli leta 2012, pa 2013, pa 2014, se je količina teh problemov zmanjšala na 100, ne več, jih več ni 1000 ali pa milijon. Seveda jih imamo na trgu toliko več, zaradi tega, ker je treba prilagajati poslovni model, pa ker moramo konstantno izobraževati tudi naš intern sales force in motivirati naše ljudi, da res naredijo tisto, kar morajo narediti, ampak tistih tehničnih problemov pa zaradi te tranzicije več nimamo. No, ker si omenil ta nagovor kupcev, recimo, pa to je tudi Rok prikimaval, ampak vi ste vendarle specifični, zelo nišen segment nagovarjate, ne? Ni za to nek produkt za široko potrošnjo, tako kot recimo v primeru Chipola ali pa Sleepy Bottle. Na nek način ste tudi podvrženi, verjetno ne nazadnje, javnim razpisom, ne? Oziroma nabavi v velikih sistemih, ker pogosto tudi je slišati v tem kontekstu očitke o, se veš, pač, kako nečem, prilagajanju razpisov, podkupljivosti. Kako težko je recimo za eno mlado podjetje, takrat še neuveljavljeno, priti do enega kupca, ki je, ne vem, zdravstvena ustanova, ki je sploh priti v sistem v bistvu? Mi smo se zelo na začetku že takoj odločili, da ne prodajamo bolnišnicam, ker v bolnišnicah si ti podvržen javnim razpisom, tam si podvržen večjim decision makerjem, od tega, da moraš prepričati zdravnika, da je to prava stvar, tam moraš prepričati še medicinsko sestro, ki se ji seveda ne da nekaj dodatnega delati oziroma spreminjati tistega, kar že ona do zdaj dela normalno. Potem moraš prepričati vodjo oddelka, moraš prepričati še verjetno kliničnega direktorja, moraš prepričati še torej strokovnega in še direktorja podjetja, potem imaš pa še tam
IT oddelek, ki vemo, kako je s tem, ne, ko prideš enkrat do IT-ovcev, so vrata kar nekaj zaprta. In mi smo se zaradi vsega tega in zaradi problematike javnih razpisov odločili, da ne prodajamo bolnišnicam in prodajamo samo individualnim zdravnikom, ki pač to stvar itak potrebujejo. In smo se v samem poslovnem modelu fokusirali k tistim kupcem, kjer ta problem teh večjih decision makerjev in pa javnih razpisov preprosto pač ta problem odstranimo. Zdaj, seveda je to specifika industrije, v kateri smo mi, oziroma trga, recimo v zdravstveni domovi do zneska, mislim, da 20 000 evrov niso podvrženi javnim razpisom, potem v Nemčiji, Angliji, Franciji, Španiji je primarno zdravstvo itak deluje po sistemu individualnih zdravnikov, ki se sami odločajo in so privatni zdravniki in delajo v partnerstvu z zavarovalnico, niso v neki javni shemi. In to so spet neki individualni decision makerji in nagovarjamo enega človeka, ni javnih razpisov in zaradi tega nam je na trgu seveda lažje. Ampak tega spet nismo vedeli na začetku, mi smo spet takrat prodajali vsem, vsak je hotel imeti našo napravo, zdaj pa v našem sistemu prodajamo samo našim res primarnim strankam, prioritetnim strankam. Če pa seveda kdo hoče iz bolnišnice napravo kupiti, mora pa potem on naše pogoje sprejeti. Če pa jih ne želi, pač pa ne bo naše naprave imel. Seveda ni zdaj to tako agresivno, kot sem jaz rekel, ampak če ne bi te odločitve sprejeli, bi verjetno veliko časa zapravili za kupce, ki jim na koncu ne bi mogli dovolj kvalitetno upeljati naše rešitve. Rok, recimo, vi načeloma teh težav nimate, ne, da bi morali nekoga tako nagovarjati, je produkt, ki vendarle izhaja iz potreb, katere trge primarno nagovarjate, recimo, verjetno, pač to je univerzalni jezik, govorite z svojo stekleničko, lahko greste kamorkoli na svetu. Kaj po dosedanjih izkušnjah bo v tem trenutku najlažje, kam bo najlažje prodreti, recimo, ne vem, omenjal si, da je Velika Britanija recimo eden od potencialnih trgov, ampak s čim ste se že soočili, recimo? Mogoče, če vsem popravim, no, raven porodnišnice so za nas grozno dobri influencerji, ne. Je pa zelo velika težava priti not. Kakšno leto ali pa leto pa pol nazaj sem bil jaz na jeseniški porodnišnici in predstavljal naš produkt in to je bila soba polna porodničarjev, zdravnic in podobno. In smo poželi grozno navdušenje nad našim aparatom. V tem letu, se pravi, ko smo pa mi rabili, da smo dejansko produkt v življenje spravili, se je pa zgodila ena reč in tej reči se reče UNICEF. UNICEF je v bistvu začel podeljevati certifikat porodnišnicam, se pravi otrokov prijazna porodnišnica, in v zameno za pridobitev tega certifikata so mogli umakniti praktično vse, kar je povezano z adaptiranim mlekom iz porodnišnice. In to so sprejeli, ta certifikat so sprejeli vse porodnišnice, z izjemo Postojnske, ki je pa mami prijazna porodnišnica. Tako da, ja. To je paradoks, ne. Za načeloma bi naj bila vsaka porodnišnica verjetno prijazna tako mami kot novorojenčku, ne, ampak je očitno treba izbrati na koncu. Je, kar je, ne, mislim, situacija je taka, ki je, kle pač ne moramo veliko narediti. Tako da mi bi si želeli s porodnišnicami delati, pa pač te možnosti nimamo z izjemo Postojnsko. Kar zadeva pa tržišč, tako, se pravi, absolutno, UK je za nas primaren trg, zaradi tega, ker večina naših partnerjev prihaja iz UK-ja. Govorim retail partnerjev ali pa PR agencija je v UK-ju, PR launch smo imeli v UK-ju in seveda posledica je tudi, da se nekako fokusiramo na UK. Zdaj, moram reči, da tudi mediji nas imajo kar dosti radi v UK-ju. Zdaj 23. novembra bomo na The Gadget Showu, ne vem, če kdo
to pozna. Mislim, da smo drugo slovensko podjetje, ki nam je uspelo kaj gor prijeti, prvo je Gorenje. Tako da, ja, fokus je absolutno na britanski trg, launchamo pa usporedno še z Oslom in Kopenhagnom, se pravi nekako skandinavska tržišča znajo biti dosti zanimiva za nas. Absolutno pa vsi ostali relevantni evropski trgi, ne, mislim relevantni v smislu Nemčija, Španija, Francija, Italija. Drugo leto se pa že nekako malo spogledujemo z idejo, da bi prodrli na trg Združenih držav in pa verjeli ali pa ne, Kitajska je za nas najbolj obetaven trg. Seveda so kle nevarnosti, ki jih ni toliko malo, ampak Kitajska ima nekako vzpostavljen ta srednji razred zdaj in pa še ena reč je, ne zaupajo lastnim produktom, vsaj kar se baby industrije tiče. Ne, oni so v letu 2015 imeli neko grozno smolo, kjer je ne vem koliko dojenčkov pomrlo v glavnem in se utepajo lastnih produktov, ne zaupajo. Tako da. Pa verjetno velja, da že če manjši segment osvojiš trga, to že absolutno gledano velika številka. Ne? Absolutno. Ne? Zdaj, problem je ta, ker seveda to je čist druga kultura. Ne? To je nekaj takega, kar ne vem, si mi niti ne predstavljamo. In zelo težko je ta trg napadati sam. Naše mnenje pa naša strategija zaenkrat je usmerjena v to, da se na Kitajskem poišče nekega proizvajalca ali pa močnega distributerja otroških izdelkov in se zapelje zgodbo v joint venture ali nekaj tako, ne, se pravi, da je on šerif tržišča, ki skrbi za ta trg. No. Super. Primož, kako ste vi takrat začeli, ne nazadnje vaš produkt seveda govori globalni jezik, ne, kogarkoli lahko s tem nagovorite, pa vendar ste takrat šli na milijon front, če se malo navežem na današnjo temo, ali ste tudi postopoma nekako osvali? Ja, čestitam, super. Tako da, že izkušnje, veš nekaj let prednosti. Tako da. Mi smo v fazi Kickstartera v tistih 25 dneh dobili en kup enih mailov različnih distributerjev. Ne. In vse na začetku sploh nismo vedeli, kako te stvari čist prstop. Ne. Ok, distributer se je javil, distributira produkte, v redu. Iz Amerike, iz cele Evrope praktično. Določeni so prileteli dejansko z avionom, da smo potem podpisali pogodbo. Relativno enostavno je bilo. Določene distributerje imamo še kar v takrat, že zdaj v bistvu 4. leto. Z določenimi zelo dobro smo nekako navezali za stik v teh letih in smo postali partnerji. Težava nastane pri maržah. Maržah, kjer vsak distributer je zelo odvisno, v kateri poziciji je na trgu. Če je ta distributer, ki prodaja direktno končnim trgovin, potem pobere se prav od nas skup in preproda za določeno maržo. Če je pa vmes še kakšen posrednik, sales rep oziroma nekdo, ki proda še enem distributerju naprej, se pa ta veriga marže začne rušiti. In enostavno produkt, proizvodna cena in pa se pravi naša dodana vrednost ne pokrije naših zahtev za kritje vseh stroškov. In smo stuhtali zdaj v teh letih, da nam je najbolj optimalno seveda, če mi prodamo, se je relativno enostavno, po eni strani direkt trgovine. To je v določenih primerih možno, v določenih primerih ni možno. Odvisen pa od trga do trga. In če so takrat nas sami kontaktirali, moramo zdaj mi iskati te kupce in to vzgleda tako, da nekako se sfokusiraš na neko državo. V preteklosti do letošnjega leta smo bili fokusirani na Ameriko in smo tudi s PR agencijo v celoten marketing support, oglaševanje, se pravi pri Google Adsu, ves ta marketinški kanal smo dejansko imeli usmerjen v ameriški trg. Tam smo imeli ekstremno konkurenco, se pravi, morate si predstavljati, se pravi, fee na Google oglas je bil čez dalje višji in tekmovati z enim velikim playerjem oziroma konkurentom je bilo relativno težko in smo rekli, dajmo se premakniti nazaj v Evropo, kjer smo doma, tukaj imamo kar nekaj jezikov in tudi smo mi dobro, prilagodljivi, znamo nekako prevediti dosti hitreje oziroma naša kultura je dosti bližja. Smo rekli, da gremo v UK, ker imamo infrastrukturo, se pravi vse v angleščini, že prilagojeno, ker če
ti čez noč zamenjaš in rečeš, zdaj bom šel pa na nemški trg tudi za sabo potem kar nekaj stvari. Mi smo imeli takrat 24-urni support v angleščini. Ja, to na nemškem trgu ne bo funkcioniralo, to ne bo funkcioniralo na japonskem trgu, na kitajskem pa še zdajčne. In recimo kitajskega trga, če pol v tem trenutku sploh ne more napaditi, prvič, ker ni dosti priznan brand ali v Ameriki, ali pa bom rekel, predvsem v Ameriki, naučili smo se, da se na kitajskem lahko zelo hitrejše uspešen, če je brand poznan iz tujine. Ne rečem, ja, v redu, smo Evropejci, imamo sigurno določene prednosti. Druga težava je, da je v bistvu Google ni suportiran, se pravi, imamo celo infrastrukturo, naše mape poprav spremeniti, ker spet zahteva določen del v razvoju. In ko to nekako skalkuliraš, smo rekli, mi enostavno v tem trenutku nismo sposobni tega trga napaditi. In potem greš zelo preprosto, v bistvu pogledaš, kje so tvoje možnosti. Recimo letos smo začeli delati s Turčijo, zakaj? Ker v bistvu nimamo sploh konkurence. Imamo pa težavo s ceno, zato ker pač njihova lokalna valuta je v letošnjem letu takole strmoglavljena navzdol. Tako da to so take težave, ki nastanejo pač ker enostavno jih na določene stvari zelo težko vplivaš. Ampak po drugi strani, sigurno smo začeli marsikere stvari zelo prav. Ampak rezultati se bodo pokazali čez nekaj časa. In v prodaji je tako, jaz pač osebno mislim, da Slovenci imamo težavo, da nimamo prodaje integrirane vse. In vedno znova se moramo naučiti pač na koncu prodati to zadevo. In ta nekako faza prodaje je, vsaj v našem primeri, mogoče malo daljša, ampak smo jo začeli kar dobro skrajševati. Se lahko jaz na tole navežem? Mi smo tudi na začetku, ko sem prej rekel, da smo skakali kot kure brez glave. Se pravi, odzivali smo se na vsako povpraševanje, ki smo ga dobili po svetu. Smo hoteli prodati v Turčijo, smo hoteli prodati na Japonsko, smo hoteli prodati v Ameriko, še na Islandijo smo hoteli prodati. Ampak potem smo ugotovili, da to pripelje probleme, kot je customer support, kot je vse te osnovne probleme, ki jih distribucija ima. No in dokler nismo postavili nekega sistema v prodaji, kjer se fokusiramo na neko državo v določenem momentu, najdemo tam key opinion leaderje, najdemo tam early adopterje, najdemo tam potencialne distributerje, gremo tja, najprej mi poskušamo prodati, zato da dobimo referenco, poskušamo key opinion leaderje dobiti na našo stran in šele potem gremo k distributerju in ga s tem prepričamo, da je to dobra poslovna priložnost. Dokler nismo tega začeli delati, smo res težko prodajali. No, ko smo pa ta sistem upeljali, vključno z zanimivimi vrlinami oziroma izkušnjami, ki smo jih pridobili tekom let, so pa stvari začele funkcionirati in le na ta način smo lahko, oziroma zdaj lahko rečemo, da prodajamo v Franciji, ali pa da prodajamo v Italiji, ali pa da prodajamo v Španiji. Torej imamo ponovljiv posel, imamo ponovljivo prodajo in to je tisto ključno, kar je treba iskati. To, da imamo eno napravo na Kitajskem, to je slabš, mislim, to je slabš, kot da jih ne bi imeli nič. Ne? In to je tisto, kar ti jemlje čas, jemlje energijo in na koncu poti ti v resnici pripelje več slabih stvari, kot pa dobrih. Ampak Bog pomagi, na začetku moraš laufati kot kura brez glave, se moraš nekaj naučiti, moraš nekaj napak narediti, moraš te napačne domneve izkusiti in jih potem spremeniti in jih postaviti v nek model, v nek sistem. In to je tisto, kar se mi zdi ključno. Tebi še jaz, če smem. Ja, absolutno. Malo bi pokomentiral to, kar si ti povedal. Mi smo imeli tudi ne bom rekel, da smo imeli podobno izkušnjo, ampak jaz vem, kdo je vaš distributer za Turčijo in tudi nas je kontaktiral in je hotel z nami sodelovati. Hočem reči, da vem, čez kakšen pain ste šli, vem, da v Turčijo, z vstopom ali pa z odpiranjem turškega trga, to pomeni, koliko je treba ceno spustiti, da si lahko sploh konkurenčen tam in podobno. In tukaj bi mogoče izpostavil še tisto, ki si prej omenil, reči ne neki stvari, da se treba naučiti reči ne neki zadevi. Ne?
jaz, ki sem prvič slišal, da ta distributer hoče kupiti 1000 stekleničk od nas, ne, mislim, wow, 1000 stekleničk, to je resen denar. Ne, mislim, mogoče na osnovi tega niti ne bi rabili naslednje investicije iskati ali nekaj. Ampak raven zaradi tega, zaradi njihove nestabilne valute, mi se v bistvu izpostavimo do točke, da bi ta distributer načeloma lahko v Nemčijo pod ceno prodajal naš izdelek, kar pa pomeni, da nam frdirba drugi market. Ne. Tako da zelo zastopam, kaj govoriš. Super, je to istočnica za naš intermeco. To bo kot namesto recimo oglasnega bloka. To lahko zdaj malo samo švrknete, ker komentirali bomo malo kasneje, ampak to je kar mislijo naši današnji gostje tukaj, kaj po njihovem mnenju v bistvu je bilo nekako najzahtevnejše na vaši poti, tako da do tega pridemo malo kasneje, proti koncu. Jaz bi pa zdaj to ravno izkoristil, če bi zdaj vse, kar ste povedali, recimo, ali pa če vzamemo samo te točke, kjer ste danes, kjer so vaša podjetja danes, pa če pozabimo, ta background zgleda kot ta uspeh na nek način, ne, in pogosto ga marsikdo jemlje kot en tak uspeh čez noč, ne, overnight success, ampak vsi ti prekonočni uspehi praviloma trajajo nekaj let, precej let. Ne. Kakšna je bila mogoče ideja vsakega od vas, da boste koliko hitro, da boste nekaj uspeli narediti, razviti, ne vem, prodreti na trg ali pa celo, da boste uspešni? Pa kakva pa je bila seveda realnost po drugi strani? Ne? Ja, jaz imam zelo dobro v bistvu izkušnjo pred Čipolom. S kolegom Stadejem smo nekako takole sedeli na njegovi varandi in smo gledali Activity, to namizno igrico, vsi jo poznate, ne? Verjetno ste že slišali in pa je tudi igrali. Smo rekli, da ima to spraviti v digitalno obliko, ker to je bilo takrat leta 2010, ko je ravno iPad nekako ven prišel in smo mislili, da z neko igrico bomo pač naredila zdaj nek pošten denar oziroma zgradila neko ekipo, ki bo lahko delala še druge aplikacije. Tisto igro smo takrat lansirali, še kar je danes v prodaji, ampak nekega resnega denarja v bistvu ni prinesla, ampak smo se pa ogromno naučili. Dejansko smo se naučili, da tudi če si te prvi na market, pa mogoče misliš, da je tvoja ideja dobra, ni mus, da ti bo zdaj, bom rekel, market dal to priložnost in boš lahko res veliko prodal, boš mogel zelo težko, trdo delati, da se ti bo to vse nekako poklopilo. Pa neko osnovno znanje smo nabrali, podjetništvo in smo imeli zelo super fundament, da smo potem softversko podjetje preoblikovali v bistvu v hardware. Ker veliko se zgodi na marketu, da takrat se je tudi to zgodilo, da nekako aplikacije so na začetku plačljive, potem je pa vse karatal zastojn. In lahko se vprašamo, od kje potem pride denar za financiranje tega ustroja. In sigurno mora nekaj obstajati pač v ozadju, a so to neko glasi, nekaj, kar potem lahko obrnemo nazaj v financiranje. In aplikacija je bila zastojn, smo rekli, bomo zaslužili na hardwareu. In zdaj mislim, da smo počasi v tisti točki, kjer že hardware rata zelo pocen in se nekako neki servisi so začeli oblikovati, ker ljudem so danes kar bombardirani, vsi imamo telefon, na telefonih danes ni skoraj nobena marža. Danes slušajo operaterji dejansko na klicih, na nekih dodatnih servisih, na čem drugem. In v bistvu vsaka branža se čez čas spreminja in če si ti sposoben se prilagoditi tem spremembam, potem si lahko uspešen. Rok, iskreno, kdaj si mislil, da bo prišel ta včerajšnji dan? Ja. Pred koliko časa? Se pravi, poletje je bilo to, junij, julij, po mojem, smo nekako ugotovili, da ta potreba obstaja. Pa je bilo nekaj raziskav, mislim, dajmo reči, do konca leta vzporedno sem delal že razvoj produkta, se pravi, prvi 3D printi so vam prišli. Jaz dejansko sem mislil, da bomo na tržišču v manj kot enem letu. Jaz si nisem predstavljal,
da bo 12 različnih prototipov se razvilo zato, da smo na koncu prišli do tistega, ki mislimo, da je najbolj intuitiven za končnega uporabnika. Jaz nisem vedel, da bomo 10 plus vezji mogli razviti, grelnih elementov in tako naprej. Tudi slučajno si pa nisem predstavljal, da bojo certificiranja trajala po 6 mesecev plus, ne? Pa goro denarja, da sploh ne govorim, koliko časa traja, da pridobiš neke konkretne investicije, pa lahko rečem, da mi smo jih zelo hitro pridobivali. Tako da, ne, absolutno si ne predstavljaš. Ne? Sej, tisti, ki se spoznajo na hardware, vejo, da hardware is hard, ne? Težko ga je razviti, mogoče še težje prodati. Vsaka inovacija ne pomeni zagarantiranega uspeha, to je treba vedeti. Tudi naš produkt, naprimer, mi vemo, da se bomo srečevali s problematiko izobraževanja ali pa poučevanja naših potencialnih kupcev. Ne na tak način kot vi, ne, ampak mi moramo vsakmu našemu potencialnemu kupcu razložiti, kaj ta izdelek je, ne, kaj mu lahko prinese. Marsikdo nas gleda kot glorificiran grelnik za otroške stekleničke, ne. Pa se vpraša, zakaj pa grelnik stane, ne vem, 30-40 evrov, vi pa prodajate vaše za 130 evrov, ne, mislim, kaj je drugače. Tako da, ja, no, toliko. Jakob, ti si že zelo zanimivo povedal, ne? Recimo, kako ste se mogoče zaletavali skozi to, ko ste pač šli skozi te faze hardverske, pa potem so ugotovili na kak način. Tako da mogoče predvsem časovni vidik, recimo, kakva je bila ideja, pa kakva je bila realnost. Ja, pri vas v resnici v Startup Maribor bi lahko naredili zelo dobro raziskavo, kaj smo mi projicirali, ko smo se prijavili se pravi, na to tekmovanje najslovenski startup in na vse te, kaj so že razpisi od podjetniškega sklada. Se pravi, iz tistega se vidi, kaj smo mi takrat leta 2012 projicirali in kje zdaj smo. Niti približno nismo tam in tudi prav je tako, da nismo tam, ker smo šli čez razvojno fazo, ki nam je dala znanje, s katerim bomo lahko v prihodnosti primerno nekako gradili trg in pa seveda nove produkte in s tem tudi širili našo vizijo in nekako prišli na koncu do končne poti. No, to, kar si zdaj dal na zaslon, to je naš naslednji korak, se pravi nekako vizijo, tisto osnovno vizijo, s katero želimo pomagati priti bolnikom do zgodne diagnoze žilnih bolezni, razširjamo na kardiovaskularne bolezni, se pravi, še srce dajemo zraven, torej in želimo splošnemu zdravniku pomagati, da pride do zgodne diagnoze pri vsakem pacientu in s tem prepreči hujše posledice, torej na nekem kardiovaskularnem nivoju. Tisto, kar se mi zdi pa, se pravi, to projiciranje, ki smo ga imeli na začetku, je seveda čisto irelevantno in zdaj, ko se oziram nazaj, totalno nepomembno. Pomembno je samo to, da smo imeli voljo in ta volja je ključna, da rešiš probleme, ki jih imaš na poti in ne obupaš. So bili trenutki, ki smo imeli totalno negativno stanje na računu, plače so bile čez 2 dni, nismo vedeli, kako bomo to spravili skozi, ampak smo spravili skozi. Mogli smo požreti veliko, kaj ne rečem, nekih čudnih trenutkov, ampak jaz mislim, da sreča spremlja na koncu pogumne in s tem se tolažim, Bog pomagi. In na koncu mislim, da je karma tista, ki nam bo pomagala te probleme tudi rešiti. In pri vsej zgodbi gre za to, kako hitro in kako uspešno lahko te probleme rešuješ. In zadnja stvar, ki se mi zdi pomembna, brez neke ustrezne volje brez neke ustrezne volje je vsako podjetje 3 ali 6 mesecev pred propadom. Spravi, če zdaj pa nas mičken ventil zamašimo, nas še 6 mesecev več sigurno ne bo. Nas še prej ne bo. Zato je treba to voljo res konstantno vlagati in se ne ustrašiti nobenega problema in samo na ta način pač bomo lahko rasli. In sem prepričan, da bomo nekoč na nivoju, ko bomo lahko pa zadihali tako, da bomo pa 12 mesecev pred propadom, ne 6. Super. Evo, jaz mislim, da smo tako super to pripeljali zdaj do točke, ko lahko pogledamo na naš pool
je to zdaj, ja, to je verjetno ažurirano. Evo, 35 glasov. Vi boste pa seveda to, verjamem, da na podlagi izkušnj lahko dobro pokomentirali. To se pravi, naša publika meni, da je na poti od 0 do milijona najzahtevnejša predvsem izgradnja in motivacija ekipe. Ne. Ti si zdaj o volji govoril, to je na nek način tudi to. Ne. Tudi izgradnja ekipe je seveda ključna. Mi smo mogoče danes se nismo ravno temu posvetili, pa mogoče lahko na kratko še poveste, koliko so se tudi v teh letih recimo se ekipe bistveno spremenile ali ne. Pa predvsem, kaj od teh dejavnikov, ki smo jih mi nanizali, je bilo za vas na tej poti najzahtevnejše? Ja, če lahko jaz. Lahko, absolutno. Jaz bi sigurno pač malo obrnil vse skupaj. Prej sem govoril o prodaji, pa da mislim, nimamo tega vse, ampak to je po mojem eksaktni obraz tega. Pridobitev prvih kupcev je po mojem najtežje, ker če dobil prvega kupca, si tudi v bistvu zgradil produkt, ne, do neke faze. Ja, izgradnja in motivacija ekipe, ne. Pač. Evo, to je takoj postala malo pomembnejša, je takoj 2% pridobitev prvih kupcev. Seveda, ljudje smo ključni, ne, v vseh stvareh. To je pač brez sam tem z robotom se ne bo ne zgodil, če ne bo nek človek na koncu programiral. Ne. Tako da, če motivacija, pač jim tako rekel, to je za mene osebno pač samoumevno mora to biti. Ne. Nekako, če tega nima smisla, bolje zapremo, gremo na pivo in vsak svojo zgodbo nekako fura naprej. Tako da, če to dejansko ni razčiščeno od začetka, da smo nekako sigurno vsak, na začetku zelo težko usmeriti to v en cilj, vsak bi malo po svoje, ne. Ampak ja, ključni je seveda, da si postavimo nek cilj, katerega vsi podzavestno verjamejo, ne samo rečejo, da verjamejo. Ne. Ker če tega v bistvu ni pol, spet nima smisla. Gre do določene faze, pol naprej pa ne gre več. No. Tako da denar prije sam po sebi, to je tako, če ga iščeš, ga boš najdel, po moje. Tržen prodor pa se pravim ta prvih kupcev oziroma naslednjega in pa ponovljivega kupca po moje je najtežje dobiti, ker jaz mislim, da te prvič pač proda dober prodajalec, ne, te drugič v bistvu pa proda kvaliteta, pa te tretjič, ne. In ravno ta faza to je po moje najtežje doseči in ponovljivost dejansko kupcev. Super, hvala. Rok, kakva bi bila tvoja lestvica recimo na podlagi izkušenj do zdaj? Prva dva sta po mojem kar v redu. Se pravi, sam tim, ne, sploh na začetku, ko štartaš, te prave founderje, mislim, co-founderje najdeti, tisti, ki ti verjamejo. Na začetku itek nimaš keša, ne moreš mega plačati, ne, se pravi, equity talaš. Ne. In mi smo imeli veliko težavo. En od naših co-founderjev se je po slabem letu ali pa dobrem letu poslovil. In seveda, tukaj so bili grozni zapleti tudi z odkupovanjem njegovega deleža, pa valuacije, pa ta jajca v glavnem. Jaz mislim, da je relativno težko postaviti dobro ekipo na začetku. Dobrih ljudi v smislu strokovnjakov ne boš dobil, ker nimaš keša, da bi jih plačal. Po drugi strani pa, ja, no, mislim, to je v bistvu glaven razlog. Tako da jaz bi dal tim na prvo mesto. Drugo, financiranje. Mi smo imeli nekaj težav, nam je uspel pridobiti kar zajeten kupček denarja, nismo se pa posluževali raznih SPS-ov, pa to vi ste nekaj bili na tem, ne? Ste še kar, ne? So še lisice gor. Ampak se to je, to je dobro. V bistvu je sodelovanje čisto korektno in jaz mislim, da v tisti faz takrat smo se dobro odločili, tako da sigurno smo se dobro odločili, pač, ker verjetno takrat tudi drugače nismo bili sposobni. In tudi danes imam vse možnosti, da nekako naredim kako stopničko naprej in pridobim še kakega drugega investitorja, tako da delč od tega, da bi bili zaprti tukaj. No.
Čakaj, Rok, ti imaš pa pomisleke v bistvu zoper financiranje recimo podjetniškega sklada ali pa teh schem podpornih? Ja, imam pomislek, odkrito povem, ker mi se ne moremo prvošiti zaposliti človeka, ki bo poročal pa formularje izpolnjeval pa tako naprej. Preveč se mi zdi, mislim, da je preveč nekega poročanja, pa tako se to verjetno boš ti znal bolj povedati. Moram to replicirati. Ja, poročanje po eni strani v resnici ni toliko švoh, sem se jaz naučil, sicer sem na trenutke kar malo slep, ampak zdaj smo našo ekipo tako izobrazili, da to pa se naredi avtomatsko. Poročanje je dobro zaradi samega sebe, da ti v bistvu vidiš, kaj si dejansko naredil, tako da slejko prej boš poročal pa kjerem drugem. Tako da brez skrbi. Poročam že zdaj, se imam board, ki ga grozen zanima, kaj se z njihovim denarjem dogaja. Ne? Tako da lej, Da lisice pridajo z ene ali z druge strani, očitno, ne? jaz mislim, da tako, denar, kater je takrat na voljo in če je tisti denar pripravljen investirati v podjetje, potem, če misliš, da boš naredil en korak naprej, ga pač enostavno vzameš in mi smo to naredili. Okay, jaz še vedno mislim, da pri nas je bil denar relativno velik problem, sploh, ker štartaš iz nule, rabaš pa denarja ful, če hočeš v življenje produkt, kot je naš spraviti. Govorimo o postavitvi proizvodne, pri nas je vse custom made in oba verjetno veste, koliko stanejo orodja za tako stvar in vse ostalo. Tako da, dobro, ampak denar je verjetno nujen, ne pa tudi zadosten pogoj. Ne? Ja. Tretja stvar bi pa jaz izpostavil kupec, se pravi kupca pridobiti. Ti se moraš najprej obremenjevati, kako boš prvega kupca dobil. Vse ostalo je potem, mislim, za sabo potegne. Ti se moraš fokusirati na prvega kupca, ti moraš vedeti, kdo je tvoj kupec, kjer ga boš targetiral. Potem globalizacija pa prodor na tuje trge. Kaj enkrat štartaš s prodajo, kaj enkrat osvojiš neko tržišče, potem je relativno enostavno preslikavati na podobna tržišča. Jakob, je pri vas, ki ste bolj ozko usmerjeni, specializirani, kaj drugače? Ja, jaz bi pa rekel, da prvega kupca sploh ni težko dobiti. Mi smo, se spomnim, prvo napravo prodali takrat, ker še stvar ni delala. Se spomnim, smo z Tomotom, soustanoviteljem, do 6 zvečer še cinila tiste oporčke pa tiste stvari gor. In potem jo je, se pravi, sodelavka Daša nesla to napravo zdravniku in vam povem, mi smo tam noter, mislim, to je bilo groza od groze, tam smo celo neke stvari fejkali, da smo vsaj nekaj prikazali. Sedaj smo dali obljubo, da takoj, ko bo stvar boljša, bomo brezplačno zamenjali in tako naprej, ampak tako je bilo na začetku in tistih prvih kupcev kjerkoli po svetu ni bilo težko dobiti. Še zdaj jih, če gremo eno državo, jih takoj dobimo. Problem je dobiti, to so ti early adopteri, te čakajo, ampak potem so pa oni mainstream kupci, tisti pravi kupci, s katerimi ti zgradiš trg, te je pa težko pridobivati, če nimaš enega sistema. In spet pridemo do tega sistema. In potem pridemo še do ene stvari, ki se je pa reče numbers game. Če ti pokličeš 100 kupcev, boš prodal 10, če jih pa ti pokličeš milijon, kako je že pa to, boš prodal pa 100 000, ne? In ta matematika velja v katerikoli industriji. Tako da meni se zdi, da early adopteri niso problem, problematični so potem tisti mainstream kupci. Kar se pa financiranja tiče, je pa tako, denar nekako pride sam po sebi, če ni investitorjev, pol so še lastni žepi, so krediti, so prijatelji, so družine konc koncev. Tle se nekako tisti minimum se da dobiti, da se še preživi naslednjih par mesecev, takrat, ko si v tisti razvojni fazi. Sedaj, ko priješ enkrat v zrelo fazo, jaz mislim, da smo mi že kar v zreli fazi, takrat se ne smeš igrati s tem, ker moš ti na koncu 15 dati 40 plač na mizo in takrat moraš ti biti, moraš malo naprej gledati za ta sredstva. Zato je, se pravi, viri financiranja so problematični v različni fazi podjetja, torej so različni problemi. Na začetku to ni problem. Pač če ne dobiš denarja, pač zapreš, pa greš, pa boš nekaj druga enkrat probo, ne? Ni to taka reč. In jaz sem zelo hvaležen, da smo začeli z Mesijem, ko smo bili še študenti. Jaz sem imel štipendijo,
zraven sem še borovničke prodajal in mi relativno ta denar ni... Združljivo, ne? Recimo, mislim, meritev gležnjskega indeksa, borovničke, to, ko so gležnji po borovničkah tudi mehkejši, če bi to zelo neposredno, pa vem, da nima te zveze, ampak če bi to tako apliciral, ne? Ampak kaj hočem reči, ful dobro je to začeti, ko si študent, ker ti imaš neko varnost in se v resnici igraš. In preizkušaš neke meje in na koncu, če rata, če ne pa ne. Ampak če imaš to voljo, bo ratal, ni dvoma. Vir financiranja je res večji problem zdaj, ker pač moraš ti ljudi nahraniti in če podjetje zapreš, imaš še za sabo toliko pa toliko kupcev, ki rabijo neko podporo. Imaš ti nek liability, neko odgovornost do tega. Kar se pa tiče seveda izgradnje in motivacije ekipe, ljudje smo narejeni, torej ljudje delamo v ciklih, se ful zaženemo, naredimo nekaj krasnega, potem nam pa ta energija mal pade. Bom rekel, to se zelo dobro pozna tam okrog poletnih počitnic, pa potem božičnih počitnic in še vmes so kakšne druge. In zdaj, če mi uspemo še z nekimi dodatnimi človeškimi viri ohranjati ta nivo vztrajnosti, volje in pa neke kontinuiranosti, potem več vsak posameznik ni tako problematična zadeva. Ne? Potem se več ne sekiraš za porodniške in kot zelo podjetje se ne smeš sekirati za porodniške, to je nekaj naravnega. Se spomnim, ko smo bili še mladi, nam je to bil problem, ne? Ker takrat je tretjina ekipe ali pa polovica ekipe lahko si lahko na njo pozabil. In s tem, ko rasteš, moraš gledati tudi na to, da poskrbiš, da ne delaš z ljudmi, ampak ljudje delajo v nekem sistemu in ta sistem potem začne sam po sebi generirati neko voljo, sistemizacijo in pa motivacijo. Super, jaz mislim, da smo izjemno izčrpni, še bolj zanimivi ste bili in da je tu zdaj res lahko rečemo, lahko zaključimo to debato, ker je, mislim, da tudi publika, hvala vam za vaš angažma, lahko zadovoljna s slišanjem danes. Še bo priložnost tudi za neformalne pogovore. Ne pozabite, mi vas še vabimo, ena pijača je na nas, tako da z veseljem za šank, malo se še lahko podružite, poklepetate z našimi gosti tudi. Ne pozabite, to je program Startup Maribor, ki ga omogoča tudi Mestna občina Maribor. Danes teden pa evo tukaj potem še spletne urice, čez 2 tedna pa se spet družimo na Startup Musliju, tako da hvala vsem za udeležbo, hvala vam, da ste si vzeli čas, da ste bili z nami. Res si zasluži en aplavz, ja.